Drage gledalke, cenjeni gledalci, prav lep pozdrav tudi z reporterskega mesta, tule v Planici, v pričakovanju zanimive, napete tekme. Poslušajmo Boreka Sedlaka in Sandra Pertileja. Sometimes we have some crosswind, which is pretty strong and coming from the right side of the athletes heading down, but yeah, let's hope that the wind will drop down a little bit and we will have nice competition today. Yeah, just be a little bit careful, especially when we have more wind. It's a stiff hill. Okay. Ja, bodite previdni, je dejal Sandro Pertile, besede Boreka Sedlaka pa veter v hrbet sicer, ampak kar precej vetra z desne strani. Tole je tule Maksim Bartol. Lepo je letel včeraj, tudi danes v poskusni seriji. Včeraj je z 212 metri postavil tudi osebni rekord. Maksim Bartol, če bo ponovil polete, si lahko obeta drugič v karieri točke svetovnega pokala. In pred domačimi gledalci bi bilo to odlično. Mladi 20-letni Maksim premetava ga nekoliko v zraku, odličen polet Maksima Bartolja. Za začetek čestitke mlademu slovenskemu letalcu, 214 metrov, nov osebni rekord. Najprej seveda čestitke za nov osebni rekord, ampak zdaj ste se razveselili, da je svetovni prvak iz Planice zaostal za vami. Ja, mislim, jaz sem res vesel za tale polet. Prvi, ki mi je res uspel, tudi z mize, da sem dobro odskočil. Potem pa me je sam v drugem delu privzdignil in škoda za tele težave v drugem letu, ko bi lahko še kakšen meter dlje šel. Ampak ja, to, da Karel Geiger, ki je bil svetovni prvak, tlele zaostane za tabo, pa nekaj posebenega. Mi pa čakamo Žaka Mogla, ponesrečen današnji nastop v poskusni seriji, ampak na srečo je bila to poskusna serija. Tule je prva serija, Žak je sposoben poleta, ki bi ga popeljal v finale na tej tekmi. Agresivno med smuči, prek 200 metrov, boljše recimo kot Kasaj pred njim. Želanišek pa je pripravljen na polet. Želimo mu tak polet kot včeraj v kvalifikacijski seriji, recimo. Morje slovenskih zastav v izteku tudi danes, seveda velika motivacija za slovenske skakalce. Že mirno, lepo, visoko, zelo daleč bo tole. Težave Anžeta. Padec v izteku. Upam, da je vse v redu. Hitro je na nogah. Ja, dobro. Anže je zdaj odkorakal v izteku. Nič hujšega na srečo, 213 metrov tale polet. Ocene seveda za slog nizke, ampak bolj je pomembno to, da vemo, težave s poškodovanim kolenom je imel v tej sezoni, izpustil precej tekem. V počasnem posnetku pa bomo videli pravzaprav, kaj se je zgodilo. Ta višina 6 metrov in 60 centimetrov. Raztegnilo ga je. Ne, mislim, da se mu je smučka odpela, ko je šla ven, se mu je odpela, ni tukaj. Upam, da je vse v redu z nogo. Ja. Že je tule takoj stopil na noge, pomahal navijačem, za glavo se je takole prijel Lovro Kos. Upajmo, da bo veselje prisotno v slovenskem taboru po naslednjem nastopu. Lovro Kos je na vrhu. Lovro je odličen letalec. Videli smo njegovo reakcijo ob padcu Anžeta Laniška. 223 metrov potrebuje Lovro za prevzem vodstva. Hiter je. Ja, hitrost. Lovro ne bo povsem na vrhu, kjer je Lindvik in takoj za njim Belšav. 214 metrov, pravne razmere, kar nekaj vetra v hrbet. Je bilo 6 točk in 70 minut dodatka. Ocene za slog so lepe. Četrto, malo zgoden. Ja, pol metra približno. Ja. Zdaj se posvetimo trem slovenskim poletom, treh naših letalcev, od katerih res veliko pričakujemo na tej tekmi. Najprej Domen Prevc, 230 metrov in pol danes v poskusni seriji. Lepo je začel
današnjem dnevu. Vikersundu je priznal, da je bilo še nekaj napak, ki si jih je želel tule odpraviti. Roman, kako daleč tokrat, ne, podobno kot Kobayashi. Sem imel občutek, da je bil malenko zgodaj, zelo pozno so prišle smuče ali pa je samo zašpičil smuči. Nizka krivulja, tukaj poglejmo, ja, smuči lete še kar nizke, tukaj je moral čakati, seveda za finale dovolj, ampak ne za njegovo kapaciteto letalca. Za njim pa, dajle njegov starejši brat Peter Prevc se pripravlja na nastop. ...238 metrov za prevzem vodstva. Mirno v zraku, to pa daleč, lepo, odlično! Fenomenalno, Peter Prevc, poglejte to veselje! Navijači so navdušeni, 237 metrov in pol, planica igra zdaj le pod letalnico. Kakšen polet Petra Prevca in pa k Timiju Zajcu. Tole je Timi. Petra Prevca mora premagati. Timi mirno v zraku, tudi njega nese daleč. Timi Zajc blizu. Tesnovo, ampak oba s Petrom Prevcem bosta visoko po tejle prvi seriji. Odličen nastop, 227 metrov in pol. Peter Prevc na odličnem drugem mestu v boju za zmago pred domačimi navijači, tako kot tudi Timi Zajc. 10. je Lovro Kos po tejle prvi seriji. Štiksim je že pripravljen v izteku skakalnice pred našim mikrofonom in zdajle mu bomo dali tudi besedo. Poglejmo še rezultat. Na drugem mestu je Karel Geiger, 2 točki in 4 desetinke za našim letalcem. Najprej seveda čestitke za nov osebni rekord, ampak zdajle ste se razveselili, da je svetovni prvak iz Planice zaostal za vami. Ja, mislim, jaz sem res vesel za tale polet. Prvi, ki mi je res uspel, tudi z mize, da sem dobro odskočil. Potem pa me je sam v drugem delu prevzdignil in škoda za tele težave v drugem letu, ko bi lahko še kakšen meter je šel. Ampak ja, to, da Karel Geiger, ki je bil svetovni prvak, tlele zaostane za tabo, pa nekaj posebenega. Mi pa čakamo Žaka Mogla, ponesrečen današnji nastop v poskusni seriji, ampak na srečo je bila to poskusna serija. Tule je prva serija, Žak je sposoben poleta, ki bi ga popeljal v finale na tej tekmi. Agresivno med smuči, prek 200 metrov, boljše recimo kot Kasaj, pred njim Želanišek pa je pripravljen na polet. Želimo mu tak polet kot včeraj v kvalifikacijski seriji, recimo morje slovenskih zastav v izteku tudi danes, seveda velika motivacija za slovenske skakalce. Mirno, lepo, visoko, zelo daleč bo tole. Težave Anžeta. Padec v izteku. Upam, da je vse v redu. Hitro je na nogah. Ja, dobro. Anže je zdaj odkorakal v izteku. Nič hujšega na srečo. 213 metrov tale polet. Za glavo se je takole prijel Lovro Kos. Zastal je dih trenerjem Hrgoti, Janiju Grilcu, Vodanu. Ponovno lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci v Planici, kjer smo se neposredno preselili sem ob trenersko tribuno. Ob meni je pomočnik Roberta Hrgota. Gašper, povejte, izjemna prva serija za naše fante, ne? Drugo, tretje mesto, Peter in Timi sta res izjemna. Kako boste vi analizirali? Ja, Peter in Timi sta naredila res super skoka, tako da nekaj veliko za dodati. Upajmo, da naredita, oziroma verjamemo, da boste naredila še enkrat 2 vrhunska skoka. Pa bomo pa videli, kje bomo. Znova lep pozdrav, dragi gledalke in gledalci. Kmalu se bo na letalnici začela finalna serija današnje tekme v Planici. Čakamo jo seveda z nestrpnostjo, kajti zdaj boste videli zaključek startne liste
Tole proti vrhu, zdaj le odhaja Peter Prevc. Pri Poloni Bertoncelj pa je zdaj le zanimiv gost. Veseli smo, da je tam, da je z njim vse v redu. Anže Lanišek. Ja, res je, najbolj smo veseli, Anže, da vas vidimo ne le tu, tudi nasmejanega, pa zdaj povejte, kaj se je zgodilo pri tem res zelo lepem in dolgem poletu. Ja, skok je bil lep, malo mi je zmanjkalo brzine čist na koncu in velika višina pri doskoku in dejansko sem v nek vakuum luknjo padel in dobro je bilo to, da isti kolen je šel noter, kot je bil poškodovan, ampak k sreči sem šel v ta pravo smer gibanja in zato nobenih posledic. Kar je zelo lepo slišati, torej vas bomo na tem finalu še videli tudi v akciji. Definitivno. Hvala lepa, Anže. Hvala. Domen Prevc je na vrhu. Timi Zajc takole odhaja, prišel je zdaj do sobe, ogrevalne sobe. Domen Prevc pa že pripravljen za nastop, kot je dejal Jelko, majhna razlika. Da se, tako kot je to storil Geiger, precej izboljšati rezultati iz prve serije. On je odličen letalec. To je pa bolje, precej bolje, Domen Prevc. Maksim Bartol je tule, drugič v karieri v svetovnem pokalu bo osvojil točke. Maksim zdaj ga nekoliko premetava v zraku. Kakšno mesto bo izgubil, ampak lahko je na koncu zadovoljen z današnjim nastopom. Besedo zdaj dajmo Domnu Prevcu. Domen, prva tekma je za vami, vemo, da je to tista planiška tekma, ki vam ni najbolje pri srcu zaradi razmer, ampak vseeno boste šli z boljšim občutkom v jutrišnji nov dan. Ja, nekako nek napredek je bil v tehniki, ampak tam čez pregled bomo mogli imeti res bolj potrpežljiv, da tista prava višina naberem. Na blok pa je delal drug del, ampak sem vesel, da stopnujem. Navijači so na trnih sva tudi mi dva, trije naši letalci in ta deseterica se bo začela z Lovrom Kosom, 10. po prvi seriji, tako kot Alex Inzam, ki smo ga že videli. Za letno mesto ostaja na 13. 224 metrov potrebuje Lovro Kos zdaj le, da prehiti Ryoja Kobayashija. Vetrovne razmere so zahtevne, veliko vetra v hrbet. Lovro pa dobro Lovro. In pa čakamo Timija Zajca in za njim Petra Prevca. 441 točk in 3 desetinke. Številka, ki si jo zapomnimo, toliko je zbral na tej tekmi točki Johan Andre Forfang. Tole je pogled na iztek planiške letalnice. Približno 13.000 gledalcev, veliko število slovenskih zastav. Timi Zajc, 226 metrov. Torej, ponoviti mora polet iz prve serije in prevzel bo vodstvo ter se uvrstil na oder za zmagovalce. Če želi do zmage, mora še nekoliko dodati. Timi je sposoben, mojster tudi takih razmer, znova nekoliko pritiska na smuči proti dosežku Forfanga. Tesno bo v teh trenutkih, ampak Peter Prevc pa je na vrhu. Če je imel Timi nekaj smole, zdaj le z vetrom, pa naj ima nekaj sreče skakalec, ki se ta konec tedna poslavlja. Peter Prevc. Zadržimo dih zdaj le skupaj s Petrom in mu zaželimo srečo v tejle finalni seriji. Tule izgleda dobro. Peter proti dnu letalnice. Ja! Je prevzel vodstvo! Huber bo imel veliko dela. Peter Prevc je na odru za zmagovalce. 231 metrov. Zdaj le pa, krepko je prevzel vodstvo. Toliko teh drugih mest se je nabralo, odkar je napovedal konec tekmovalne poti. In čakali smo vsi skupaj planico, ampak naj bo tole dan Petra Prevca. Huber potrebuje 228 metrov, zadnji skakalec na vrhu. Peter Prevc v izteku na mestu vodilnega. Kaj bo storil Huber? Poglejmo zdaj le. Kakšna bo Huberjeva daljava, malce ga premetava. Ne bo dovolj! To ne bo dovolj, Jelko!
Peter Prevc je zmagovalec te tekme, ima zmago, 224 metrov. Ja, Bravo, Peter, kako mu privoščimo. Zdaj le zaostanek 3 točk in 6 desetink, potrditev zmage Petra Prevca, ki prihaja zdaj le v iztek pred svoje navijače. Čestitajo, privoščijo mu tudi veliki tekmeci. Pravlično že v petek tule v Planici, kakšno rajanje. Poglejte to, drage gledalke in gledalci, kakšno veselje. Peter Prevc, ja pa kako nam je žal, da se poslavlja, res nam je žal, ampak spoštujemo njegovo odločitev, predvsem pa je dočakal še eno zmago in to kje pod Poncami. Ja, zdaj le pa tule lahko predamo le besedo presrečnemu zmagovalcu Petru Prevcu. Peter, res nekaj neverjetnega, kaj vam je uspelo danes tule v Planici, čeprav se je to napovedovalo zdaj v zaključku sezone, vse boljši ste bili. Ja, ta današnji izjemen uspeh je res nekaj, kar sem potihem želel, ampak sem vedel, da ne bo prišlo. Vsi na štartu, sploh timi, Daniel, Štefan, Johan so bili danes res zelo močni. Enkrat pogledamo ta njegov finalni polet, ki mu je prinesel zmago. Vi ste ga tule pogledali, kar vstoje vas je že tako iz mize, tako navdušil. Ja, tako iz mize se je že videlo, da je Peter ponovil isti skok, kot v prvi seriji. Res izjemna predstava, zdaj že dobrih 3 tedne in enostavno občutek imam, da ko se poslavlja, da živi tiste svoje sanje iz briljantne sezone 2015-2016, tudi njegovi skoki so dokaj podobni, res je imel skozi leta krize, težke čase, poškodba gležnja, potem prilagajanje na novo tehniko, nova oprema in tako kot je Željko povedal, to delajo samo veliki in pobirajo se res samo veliki in tukaj je pokazal, da je eden izmed največjih in zasluženo danes slavimo Petrovo zmago. Omenili ste njegovo šampionsko sezono. Zdi se, da zdaj, ko se poslavlja, se še bolj Prešerno veseli svojih uspehov, morda kot se jih je takrat. Ja, tako kot sem omenil, deluje tako, da neizmerno uživa. Minila bova in dala besedo reporterjema. Ja, začenja se svečana razglasitev tule v izteku letalnice. Kot rečeno, pred 13.000 glavim občinstvom, večina seveda slovenskih navijačev, čakamo na Petra Prevca na vrhu odra za zmagovalce. Tule je Johan Andre Forfang, priboril si je 4. mesta po prvi seriji, na koncu stopničke. Ja, tesno je bilo, vedelo se je, da samo 4 nekako še lahko upajo na zmago, med temi 4 2 Slovenca in najkrajšo je potegnil Timi Zajc, Forfang pa se je za las pomaknil naprej, Timijo napaka ob preletu ga je stala danes stopnička. Daniel Huber je tule, vodilni po prvi seriji, vesel seveda tudi te zmage, zmagovalec, te drugega mesta zmagovalec Vikersunda in sedaj poslušajmo, kako bodo napovedali Petra Prevca. Bojan Makovec bo ostal brez glasu do nedelje. Napovedovalec tule v Planici, Peter Prevc na vrh odra za zmagovalce z obema sinovoma, z Ludvikom in Oskarjem. Danes bo 5 mladeničev stalo na odru za zmagovalce. Prekrasni posnetki.
dvignjene roke ob zmagi očeta. Res lepo. Ja, to je ena slika za lep družinski album, ne samo za družinski album družine Prevc, tudi za skakalni album, ki ga je Peter v svojih res lepi, dolgi, več kot 15-letni karieri pridno polnil z čarobnimi trenutki, pa ne bo to na olimpijskih igrah, pa ne bo to na svetovnih prvenstvah, v poletih in ne nazadnje v tej naši domači planici. Tole je pokal za današnjo zmago, 24. zmaga v karieri v svetovnem pokalu Petra Prevca, ampak ta je res nekaj posebnega. Ta bo imela posebno mesto, zagotovo. Ja, zaključiti takole karier, pa ni še zaključeno, ima še 2 tekme do konca, ampak karkoli Peter dela zdaj v zaključku, mislim, da tisti, ki do zdaj niso skokov marali, jih imajo pa zdaj radi. Ja, Peter Prevc, ne le kot skakalec, tudi kot športnik, kot vzornik mladim generacijam, svojim odnosom do dela, do športa, do sotekmovalcev, do tekmecev ne nazadnje, in zato se mu priklonijo vsi, tudi danes v Planici, tudi Forfang, tudi Huber. Uživajmo v Zdravljici v čas zmage Petra Prevca. Zbor 13 000 grl je zapel Zdravljico, ki je odmevala pod Poncami. Peter Prevc s svojima sinovoma, pa tudi soproga Mina je tule